je Tina Ruter-Leben, ravnateljica šole, nekaj sva pa vedno v duetu postavljanja nekih področji, spreminjanja teh področji, pa ne samo midve. Mi smo pač, jaz rečem, skupnost, ekipa, ki diha skupaj na družinski način, čeprav smo podjetje, ampak se zelo dobro povezujemo in je nastala tudi ena himna, no, ko bom en del odpela, pa sem začutila, da naredimo tak uvod. Lila, igra življenja, napisana tam, kjer otroštvo se ne konča. Lila, ustvarjena zate in za vse. In napisana je za vse. Napisana je za otroke, ki imajo 5 let, 6, več, manj, in naše notranje otroke. Mi smo odrasli, kako hočemo ustvarjati. Sploh, mi smo kolektiv drugače, tudi po letih, če rečem stari, od 25 do 35 let. Ne vem, prosim. Ja, okej. No, se pravi, ker smo pomislili na to, da mi bomo zaposleni oziroma delovali kar nekaj let. Torej, če bomo mi se preveč podajali v ena področja, ki niso naša, oziroma na način, ki ni naš, čez 10 let ali bomo sovražili svoje delo, ali bomo z energijo nekje, da ne bo več možno delati tega dela, se pravi, si rabimo ustvariti boljše pogoje dela. Ne bomo se kregali z nikomer, ne bomo se borili, ker bomo samo padli dol, bomo si raje še vso energijo usmerili v ustvarjanje. In tako je Tina Ruter-Leben v Kaliforniji, v bistvu to zdaj malo predajam, spoznala način dela z otroki, z odraslimi, Education for Life, mi prevajamo vzgoja za življenje, pa boste videli načkan podelili, kako je do tega prišlo. Do tega rojstva, ko nisem še jaz bila del te zgodbe. Jaz sem se pridružila kar nekaj let kasneje, ampak iz osnovne šole javne prihajam, 7 let sem učila prej v javni slovenski osnovni šoli, klasični, če rečem, in ugotovila, da če hočem jaz tako in ker hočem delati še mnogo let v tem področju, da si rabimo ustvariti takšne pogoje za otroke, učitelje in starše. Moja zgodba se je začela leta 2008, ko sem šla v Kalifornijo prvič in tam spoznala v bistvu ta malo drugačen način dela z otroki, Education for Life. In tam pravzaprav prvič prebrala to knjigo, ki jo tudi danes predstavljamo, v izvirniku Calm and Compassionate Children. Mi smo prevedli Zbrani in sočutni otroci. Jaz sem bila takrat mlada psihologinja z leto pa pol starim otrokom, drugače raziskovalka in sem raziskovala prav vzgojo in izobraževanje na Pedagoškem inštitutu in sem bila seveda zelo takrat zainteresirana, za karkoli sem našla na tem področju. In ko sem enkrat prebrala to knjigo in ko sem tam dejansko spoznala te otroke, ki so vzgojeni po teh principih, šele takrat sem pravzaprav videla, kako se da drugače in kako se potem tudi da vzgojiti drugače. Seveda so situacije podobne, ampak je v bistvu v reakcijah naših odraslih. In takrat mi pol živca ni dala miru in ta knjiga je prišla z mano nazaj. In že takrat se spomnim, ko sem bila še tam v Ameriki, sem si rekla, to knjigo bom enkrat prevedla. In če samo dodam, to ni samo vsebina, kako z otrokom sodelovati v šoli, je vsebina, kako lahko dedek sodeluje z vnukinjo, je vsebina, kako lahko mama sodeluje s svojo hčerko. To je zelo široko področje in kako odrasli med sabo v bistvu. In prav to, ta praktičnost in tudi noter so dejansko navedeni taki praktični nasveti, ki jih lahko začneš takoj uporabljati. In tako sem tudi jaz začela takoj to uporabljati s svojim sinom, še ko sem bila takrat v Ameriki in dejansko videla te posledice takoj drugačnega ravnanja z otrokom. In kot rečeno, pošla s to knjigo nazaj in z eno veliko željo potem, da bi ti principi na nek način zaživeli tudi v Sloveniji. In potem, ker sama nisem bila učiteljica, sem iskala mrzlično okrog sebe učitelje, ki bi čutili tako kot jaz in ki bi želeli na tak način delati. In sem seveda našla, najprej še predjasno,
sem našla eno krasno učiteljico, Moniko, ki je bila zelo zainteresirana, tudi odšla v Ameriko, tam 1 leto v bistvu se izobraževala po teh principih, prišla nazaj in mi tukaj pomagala potem zbrati ekipo, počasi smo začeli svirati starše, druge učitelje in tudi njeno mami, ki je danes z nami, navdušila, ker je na nek način prevajalka, da je potem to knjigo tudi prevedla. Hvala, Franka. In tako se je pol ta zgodba začela. Knjigo smo šele zdaj izdali, trajalo kar nekaj časa, vmes smo pa še šolo ustanovili. Osnovna šola zasebna obstaja 3. šolsko leto. Tako. In znotraj te šole potem so se nam pridružili še drugi. Jasna je sploh začela, ona je bila tudi prva učiteljica, ki je potem začela s prvo skupino, tako, dejansko s prvo skupino v živo, s prvo skupino otrok. Renata se nam je priključila tudi že to takoj prvo leto, sicer še kot študentka matematike in je rekla, ne bom jaz nikoli učila, jaz bom pisala pravljice. Smo rekli, več tako, kar želiš, tako da zdaj uči, pa ne samo matematiko, tudi če kaj drugega, in napisala je pravljico. Mogoče pa zdaj tebi malo predala, pa bom pa še bom pa nazaj na našo gostjo prišla. Mogoče, če samo nekaj kratkega ali o sebi in o pravljici. Ja, se pravi, jaz sem imela tako izkušnjo, da ko sem končala fakulteto, sem se začela dejansko sprašovati, kaj pa ti jaz prav delala v življenju. In me nekako iz tistega čist umskega dela, ki ga prinaša sploh študij matematike, sem se nekako vrgla na pisanje, ki se pa je že prej začel pri meni. Tudi v srednji šoli sem pisala scenarije za filme, pa se tako udejanjala v tej bolj umetniški smeri. In sem pol tudi začela malo sebe opazovati, kako pa jaz dojemam svet, kako gledam, kako sem v interakciji s svojim partnerjem in tako. In iz tega so pol začele izhajati pravljice, ko sem v bistvu vzela neko lastnost, ko sem jo zaznala ali pa sebi ali pri nekomu drugemu in sem jo v bistvu preko pravljice nekako razrešila zase ali za nekoga drugega. Recimo konkretno ta Veverica in medvedek v bistvu pisujeta mene in mojega partnerja, ki sva Veverica, ki ima manj košate rep, pa medvedek, ki je manjši od ostalih medvedov. In kako si pol skupaj, ko se srečata, se opolnomočita, da si v bistvu povesta, ne, ti nisi čudna, če imaš manj košati rep, tvoj rep je v bistvu čudovit, je lep, je tak, kot je, in ti kot medvedek, ki si majhen, tudi nisi drugačen, si enako močen in tako. Tako da to je bilo tisto, kar me je nekako peljalo naprej v ustvarjanju. Kot jaz vidim, če dodam, ne samo, da tako vidiš, še to vidiš potem kot prednost, kje pa je to zelo dobro, da tako rep ni tako košat in da je on nižji. Tako, in to je konec pravljice in ga ne bi izdala. In ta del, ko v bistvu sebe raziskuješ in premaguješ te svoje ovire, je bil tak stik z Lilo. Ker tukaj pa je ta ideja, da v bistvu ti otroku pomagaš premagovati izzive, ugotavljati, zakaj pa on zdaj težko reši nek matematičen račun, kaj ga zdaj ovira, ne? A je dejstvo, da ne razume, ali da ga je strah, da ga bodo drugi sošolci recimo zafrkavali, ker je počasnejši, ali kaj je tisto in da mu v bistvu pomagaš, ne? To je bil ta moj stik, zato sem pa v bistvu preko tega šla, se pravi, da bom pravljice, da bom tako pomagala, no pa sem jo pa še potunkala, oziroma sem sama skočila v to, da še učim matematiko. Se pravi, da ni bistveno vprašanje učitelja oziroma odraslega ob otroku, kaj je narobe s tem otrokom, ampak kaj je narobe z okoliščinami oziroma kako mu jaz lahko te okoliščine izboljšam, pa ne pomeni, da delam na mesto, ker to je včasih, to je danes se veliko zgodi, ko vidimo, da odrasel nese šolsko torbo otroku. Torej, ne, ampak kako mu jaz lahko pomagam, da bo on sam v življenju sposoben se pač in z drugimi soočati v izzivih in svoje obveznosti upravljati. Če jih upravljamo mi namesto njega, je potem lahko v srednji šoli šok in razmišljajo samo o morih. Če so bili tako učno sposobni, da so si podatke hitro pridobivali, zapomnili, pridejo pa drugi izzivi, ki jim niso kos.
In to pa šola, ki izhaja iz Kalifornije, tudi predstavlja, kako si kos življenjskim izzivom. In mogoče bo Boris malo, you can present a little bit education for life, that it's not just skill how to remember something or how to do something, but that it's important that a child develop his or her capabilities to live. You should see that in Slovenia. Okay. Torej bo predstavila malo izvor kalifornijske torej šole, jih je več tam, in v mestih so in v vasih, kako v bistvu soočamo otroka, in soočamo in spremljamo, da življenjske veščine razvije. Jaz sama sem prej poučevala, 7 let v javni šoli, ima zadnje 4 leta na Rakitni, na 800 metrov, v eni majhni vaški šoli, čeprav sem Ljubljančanka, se mi je bilo vredno voziti vsak dan gor in dol, tudi v snegu, ker smo imeli majhne učne skupine, ker v vasih je malo otrok, in po 3-4 starosti skupaj in vse se da. In kaj še, ker smo bili toliko lahko sami svoji, ker je bilo tudi toliko starosti, ti nisi mogel boj na moč veliko, in je to tudi uradno v redu za te majhne vaške javne šole. Na tak način se tukaj tudi to dogaja, ko v bistvu izhajaš iz otrok, ne pa iz učbenika. Mene sam zanima, rabimo prevod v slovenščino ali bo šlo v angleščini? Bo ona razlagala v angleščini. Prevajam v slovenščino? Ja? Ja. Ja? Ok. Prav, v redu, ni problema. I will translate you, so please. Maybe you can present yourself, because I normally told your name. So my name is Gori. Moje ime je Gori. Sorry. I am an educator in Belgium. I graduated as an educator in Belgium. Sem diplomirala v Belgiji kot učiteljica. Then I studied a year in America at the Ananda College. I studied education for life. Potem sem 1 leto študirala v Ameriki vzgojo za življenje. I studied with Usha. Učila sem se pri avtorici knjige, torej Suzanne Usha Belmont. And we have a Living Wisdom School in Assisi, where I am at this moment. In trenutno učim v šoli po teh principih. Living Wisdom Schools se imenujejo, se pravi šole živeče modrosti. Tudi naša v Ljubljani se tako imenuje, čeprav smo mi koliko imenovali Lila, v Assisiju, in ona tam zdaj poučuje. In pripeljala tudi učitelje iz Italije same, iz Madrida. And those are 3 of my friends and colleagues right there. Tukaj so 3 moji sodelavci. And we are here in 7 of us this week. In 7, vseh skupaj nas je 7 in smo ta teden tukaj na izmenjavi v Sloveniji. To have an exchange between our schools. Na izmenjavi med šolama. And it's incredible how much we have seen and learned from being at their school this week. In neverjetno je, koliko smo videli in se naučili ta teden, ko smo tukaj na obisku. And it's the same for us when we come there. Enako za nas, ko gremo mi k njim. And I'd like to tell a little story which Nitai likes to share. The founder of our schools. Rada bi podelila z vami eno zgodbico, ki jo rad pripoveduje Nitaj Deranja, ki je ustanovitelj v bistvu prve šole po teh principih v Kaliforniji. And it's about tomatoes. In govori o paradižnikih. Because in the 1960s there was a man in America who decided that he wants to cultivate organic tomatoes. V 60-ih letih je v Ameriki živel gospod, ki je želel gojiti paradižnike, organsko pridelane paradižnike. Because he noticed that all the tomatoes in the store were beautiful, round, red, all the same size. Ker je ugotovil, da v trgovinah so vsi paradižniki enako okrogli, enako rdeči, enako veliki. But they didn't have any taste. Ampak niso imeli nikakršnega okusa. So he thought, I'm going to cultivate organic tomatoes. In pomislil je, gojil bom organske paradižnike. And they looked all different. In vsi so bili popolnoma različni, eden od drugega. They all
all had a different color and different shape, Vsi so bili različnih oblik in različnih barv, but they were full of taste. ampak bili so polni okusa. And that is what education for life is. In to je vzgoja za življenje. Our students come out of our schools all different. Naši učenci pridejo iz šol popolnoma različni, They're full ampak so polni. of them. They know who they are. Vejo, kdo so, And I think that is one of the most beautiful things that we can offer children. mislim, da je to največ, kar lahko našim otrokom ponudimo. Not just children, but their families. Ne samo otrokom, tudi njihovim družinam. And just to finish, I want to share one little story that happened in our school just the day before Christmas break. In bom podelila z vami še eno zgodbo, ki se je zgodila v naši šoli samo en dan pred novoletnimi počitnicami. Where we have an 8-year-old boy Imamo enega 8-letnega dečka, who, let's call him very lively. ki je, bomo rekli, zelo živahen. Very lively. Very lively. And during break, I was outside with all the students. In med odmorom sem bila zunaj pred šolo z vsemi učenci And from the corner of my eye, I see this boy running towards a flower. in s kotičkom očesa vidim tega fanta, kako teče po tej roži. And he went and he reached out to pick the flower. In segel je proti roži, da bi jo pobral. And I thought, oh no, what do I say? What do? I have to stop him. In takoj sem pomislila, oj, kaj ne naredim, kaj ne rečem, moram ga ustaviti. But before I could say anything, he stopped. Ampak preden sem karkoli rekla, se je A ustavil. centimeter before the flower stopped. Samo 1 centimeter pred rožo. And he gives it a caress. In jo je pobožal. I thought, oh my gosh, what happened? In pomislila sem, o moj Bog, kaj se je zgodilo. So I go to this boy and I said, gosh, I really appreciate how you stopped before you acted. You stopped. Šla sem do njega in sem rekla, res cenim to, da si se ustavil, preden si odreagiral. And he said, before I could touch the he said, yeah, I wanted to pick it, but before I could touch it, the flower touched me. In je rekel, ja, hotel sem jo pobrati, ampak preden sem se je dotaknil, se je roža dotaknila mene. I'm trying to remember the exact words. Poskušam se spomniti točne besede. He said, then I had this thought, if I had planted the flower, I wouldn't pick it, I would take care of it. In potem mi je prišla ta misel, če bi jo jaz posadil, je ne bi želel trgati, ampak bi želel, da ostane. So I should treat everything like that. In pomislil sem, z vsem moram na tak način ravnati. And then he just looks at his shoulders and ran off. Pa se je obrnil in tekel stran. But I thought, what an important value. In pomislila sem, kakšna pomembna vrednota. Kakšna pomembna vrednota je pravkar spoznal. So that's just one example of the incredible gifts and treasures and values that Education for Life and our Living Wisdom schools add to children's lives, to family life, to us as teachers. Because for me that was a big lesson. Thank you. Torej, to je samo primer, katere vrednote, dejansko kakšno vrednost dodaja tak način izobraževanja, ne samo otrokom, tudi družinam, ampak tudi nam učiteljem, ki na tak način delamo. Zame je bila to neverjetna življenjska lekcija. Ja, tako da tudi učitelji, oziroma vsi, ki smo tudi v inštitutu Lila, zdaj v založbi in v bistvu je založba eno od področij, smo si zelo različni, tako kot otroci in paradižniki. Ampak ključno in skupno vsem nam je čuječnost. Se pravi, da smo v dogodkih, kjer sodelujemo, v službi, če tako rečem, v projektih, kjer smo skupaj, da ne napadamo in drugega, ki je kdo šibak, ampak da poiščemo najprej močna naša področja, jaz sem zato, smo imeli ravno ta teden pogovor, kaj pa
bi lahko direktor delal, pa sem rekla, ja, sem ne jaz, ker jaz nisem za ta področje, za to področje. Tako, Gašper, si prav korist, ampak si rojen za to. Torej, a se bomo zdaj mi tukaj pogovarjali od vlog in kaj v svetu ta vloga počne, ali o nas. In bomo mi napisali si, kaj bo vloga direktorja počela prav korista in kogarkoli v našem podjetju. In tako v bistvu je to celostno, uporabno, čeprav je recimo glasbena pravljica primarno bila namenjena otrokom in bila tudi, v bistvu je nastala skozi pouk, to so isto vsebino delali zelo celostno, pri matematiki, slovenščini, likovnem, v bistvu imamo to tematsko, da delajo povezano, celostno, in tako tudi živimo mi, odrasli, v inštitutu Lega, celostno, zato nas tudi težko ločevati, ker smo in v razredih, in v založbi, in v izobraževanju odraslih in tako. Ampak nas ravno to srečuje, ker si lahko ta mozaik omogočimo in si ga sestavimo in temu priredimo pogodbo o zaposlitvi. Tako da izkustvo je bistveno, no, da si pustimo, tudi kot odrasli, to smo se prej na začetku povedali, izkušati. Ne, šola imaš točno za to in to. Konec. Zakaj ne bi šli malo širše, levo, desno, gor, dol, da si pustimo to širino, ne samo kaj je naša osnovna izobrazba, Tina Jutarleban je doktorica psihologije, pa je zdaj v marsikaterih drugih vlogah, in jo ravno to izpolnjuje, včasih je tudi priložnost za osebno rast, so tudi močni izzivi, kdaj, ampak ravno izkustvo, ko greš skozi, in to isto živimo z otroki, šele ko greš skozi, si res izpolnjen. In tudi vsak strah, ko ga pogledaš, ko se soočiš, šele takrat gre, noče prej, je kar tam. Dokler ne greš, Miško, se greva pa mi da malo pogledati na bližji. In tako je potem so tudi nastali še druge, zdaj nastajajo, no, naslednja dela. Ob svetu otroške duše je knjiga, ki je z mojim imenom prišla prva ven. Druga je Lahkotno v šolo v vrtec, je pa še zaenkrat kot skripta, ker jo uporabljamo na izobraževanju odraslih, ampak kliče tudi potem, da bo postala knjiga. Namreč mi ne izdajamo knjig na lastno idejo, zdaj pa ne vemo, kaj bi delali, pa dajmo knjigo izdati, ampak v bistvu nastane neka pobuda in potem, očitno se je z nekim namenom ta ideja rodila, z nekim namenom sta Kristjan in Renata začela na našem skupnem vikendu, ker imamo na 3 mesece približno gremo na skupni vikend, to so naši vsi sestanki, potem tudi nimamo vmesnih in tako. Razen kar je smiselno, da se 2-3 dobimo. In sta spontano začela ustvarjati to in potem so prišle ideje, kako to lahko z otroki v pouku povežemo v neko celostno učenje, ker so tudi vrednote bistvene. Torej, kot da bi šli, če imamo zdaj učne načrte, pa je tu otrok, zamenjamo. Ta zgodbica jih bo potegala in preko te zgodbice bo ta otrok potem tudi učne cilje usvojil in bo potem tudi napisal nekaj o tem in izračunal in razno, ampak da je najprej otrok. Tako je pri nas najprej odrasli in tako so tudi starši. In od staršev in od ljudi, ki so na izobraževanjih, in so prihajale pobude, kaj potrebujejo, kaj si želijo, da mi damo ven, ker ne morejo vsi priti k nam pouku pogledati in v naš kolektiv pogledati, kako pa mi kot kolektiv delujemo. To pa zdaj počas nastaja, pišem o vodenju takega podjetja, ker je to čist na glavo, mislim, tako je izziv tudi napisati to potem v neko formo. Kako to si lahko omogočimo, da je in uradno, birokratsko vse štima in svoje duše lahko živimo. In da sem tudi jaz kot vodja, ali učitelj kot vodja, ravnatelj kot vodja, ob duši nekoga. Tako je nastala tudi knjiga Ob svetu otroške duše, ker je lahko to tudi otroška duša v odraslih. In je tudi o tem, kako pa živeti, razne situacije so opisane, mogoče se kar nekje odpre, pa pogledamo. Ja, lahko tudi to, kako je nastala napis na hrbtišču knjige.
Renata je urejala knjigo in Anja jo je lektorirala. In Renata pravi potem, jasno, nekaj rabiš spisati za hrbtišče. Jaz rečem, okej, nisem še dobila, ampak če je pa potrebno, pa bom, no. In pravim, daj nekaj odpri, 10. stran, 12. vrstica, da dobim eno inspiracijo, kaj napisati. In ona pravi, začnem pri začetku povedi, pa do konca, do pike berem, ali ne. Ne, prav to vrstico, kaj imaš, 10. stran, ali je bilo 12. Ja, mislim, da bo nekaj tako. Nekaj tako. In ker zdaj je že drug razpored, to je gledala ona po tistem A4 po osnovnem, ki smo imeli s tipkama, in prebere. Naravno, zgodi se z namenom notranjega in naprej. In jaz si to napišem, naravno, zgodi se z namenom notranjega in naprej. In čakam. Pač pisanje moje zgleda tako, da poslušam. Jaz ne vem, takrat, ko zapisujem, kaj zapisujem, in potem, ko grem brati, rečem, to sem jaz napisala, ne vem v bistvu, da sem to jaz pisala. In potem mi pride odgovor, to je to. Kaj to je to? Ja, to je to bo na hrbtišču. Pravi Renata, lahko dam zdaj 3 pikce spredi, 3 pikce zadaj. Ja, lahko. Ker je čisto vse pri nas tako poteka. Naravno. Zgodi se, nekomu se noter nekaj začne dogajati, ta drugega pogleda, ta drug mu želi očke, sva na vezi in se mi gremo naprej. Zgodi naprej, ja. In tako so nastale tudi v bistvu knjige, glasbena pravljica in tako nastajajo zdaj tudi DVD gradila, ker smo pa začeli snemati naše sodelovanje. Začeli smo z otroki, nadaljevali bomo s kolektivom, tudi posnet kakšne utrinke, načine kreacije, kako nekaj nastane na tak način, ko ni bistvo, naredili bomo te 3 točke, ampak v bistvu do teh točk pride na koncu. Tako kot če pišeš zgodbo, kdo od vas kaj piše, težko na začetku, če ti dobiš naslov na začetku, in to je tudi poučevanje tako, če mi damo njim na začetku naslov, je dostkrat zid, jaz pravim obdavi, blok. Če pa mi pustimo, ko pustimo in gremo z njimi in vsak dodaja svoje, pa potem na koncu nastane naslov. In nam tudi ponavadi nauk in vsa zgodovina te zgodbe se nam ponavadi na koncu kot celota tudi pokaže. Tak čar je to, ko ne veš do konca čistočno, ampak da pa pride do zaključka, da je prišlo do tega, da je danes glasbena pravljica tukaj, je Kristjan, ki je ustvarjalec, glasbenik, velikrat že vse skupaj, rečem po domače, padlo dol in je Renata rabila kiki. Zdaj sva pa že toliko, da zdaj pa ne. Enega najdi, ki še saksofon ali karkoli je že bilo, še za izziv, za studio, kakorkoli, da še, ker sta si mogoče predstavljala, da bosta to snemala 4 ure, pa je bilo potem ja, tako in dajmo, rabiš pa ciljno naravnanost, ker če pa nisi ciljno naravnan, potem pa ne prideš prav do tega epiloga, do tega, da se potem pokaže, kaj celota govori. Tako da, kaj je mogoče malo razlika, zakaj smo te 4 izdelke, oziroma zakaj so se sami javili, da pridejo ven, te 4 izdelke. Zbrani sočutni otroci je knjiga, ki govori o izvoru, o tem, kako se je to izvorno, primarno razvijalo, ob sobivanju otrok in odraslih najprej v družinah, ker ta šola je tudi nastala iz potreb družin, ne iz potreb učiteljev, to je v skupnosti, ki so živele kot vasno skupaj in so potem imeli skupna načela za življenje, družinsko življenje, potem nastala šola in pač vrtec in vse ostalo, potem tudi srednja šola. In govori o tem izvornem, se pravi, kako so oni to dejansko udejanjali, s primeri prakse. Pa da mogoče tudi Tina lahko še kaj ob tem dodaš, o ušinem načinu, ali pa Gori doda o uši, mogoče Gori najbolj primerna, pa potem prevedemo. If you can say something about the book, Usha's book, what's... Okay, couple of sentences. I know you could. How
do you translate the title in Slovenian? Is it still calm and compassionate children? It is compassionate, but instead of calm, it's like together. I don't have the right. Sorry? Harmonious? No, To it's feel you, that I feel you, you feel me, empathize. I think a lot of the work that Usha does with children as a teacher is very energy-based. She works. Ta osnova in tudi to, kar je v knjigi napisano, temelji na delu z energijo otrok. Torej, kako otrokom pomagati umiriti in usmeriti njihovo energijo. So you walk in your classroom with your lesson plan, but life is bringing you another lesson. Torej, kot učitelj prideš v razred z pripravljeno pripravo tistega dneva, ampak življenje ti v razred prinese drugačno pripravo. So I think a lot of what I've learned from Usha was let life be your lesson plan. Kaj sem se jaz naučila od Uše je, da je življenje tvoja priprava, učna priprava. I'm not saying don't prepare your lesson plans. Prepare your lesson plans, but then when you feel the energy of your students. Ne pravim, da se ne pripraviš na uro, da se pripraviš, ampak potem čutiš, poskušaš začutiti energijo učencev, tisto, kar je njim takrat aktualno in potem greš z njimi. I think if I remember well in this book, there's also some practical, each paragraph has its own practical steps. Yeah. So it's a very practical book. Knjiga je napisana kot priročnik, v resnici je zelo praktična. Na koncu vsakega poglavja so praktični nasveti, ki dejansko jih lahko začneš izvajati takoj, ko prebereš. Because one of the things that we share with our students is that learning through knowledge or wisdom doesn't come only from books, it comes from experiences. Ker v bistvu, kar mi učence ves čas učimo, je, da pravo znanje ne prihaja iz knjig, ampak iz izkušnje. I think Usha does a wonderful job for anyone who reads this to put that into practice. Uša v tej knjigi fantastično predstavi ravno to, kako preko izkušenj se naučiti, kaj to pomeni Education for Life, ker da možnost pač navodila za izkušnjo, da potem lahko začutiš, kaj to sploh je Education for Life. So you can experience what you're reading. Tako da lahko preizkusiš to, kar bereš v praksi s svojim otrokom ali pa tudi sam s sabo. Get the book. Sem hvala angliščini, če to ne gre, zdaj pa se pripravljam na Get the books. Stegni. Ja, torej, v Sloveniji, jaz pravim, da to ni nekaj novega, ker jaz sem kot učiteljica že tako živela in kar nekaj učiteljev tako živi, ampak je odvisno, koliko si teh pogojev uspejo ustvariti. Ker če pa imaš ti, zdaj je tudi 30 otrok, in od tega imajo lahko 4-5 odločbo, torej imajo še neke posebne potrebe, pa ti težko res individualno usmerjaš otroke. Tako da tukaj je veliko tudi na pogojih, ki smo si jih ustvarili življenjsko. Tako, in so jih starši seveda tudi finančno podprli, ker vejo zakaj. Vejo čemu. In sicer naše življenje, evropsko, ameriško, je zelo podobno, ne moram jaz tega toliko ločevati, mogoče samo v načinih, kje se kaj odraža, je razlika, se pa odraža zelo podobno, tudi stresno in hitenje in velika aktivnost in tako, je pripeljalo do tega, da smo se vprašali, čemu. Zdaj obstaja že kar nekaj časa taksi za otroke, ki v bistvu tudi otroka pelje potem uradna služba, ki otroka pelje na drugo aktivnost in tako. Vse je v redu, otroci dobijo mnogo sposobnosti, znanj, ali so to tuji jeziki, glasbeno, športno, ampak velikokrat niso srečni potem, izpolnjeni. In Uša govori ravno tudi o ritualih, z babico, z detkom, z očetom, z mamo. Zakaj postavljati zdaj, ko je bilo novo leto, novoletno smrekco? Ne zato, kaj bom dobil pod njo, ampak da ne bo ta dogodek
Torej, proces naj bo čar vsega. In mi v bistvu smo si sami ustavili malo ta čas na način, na katerega sobivamo v Lili, da nam je proces bistven. Izdelek ne stane, ampak bistven je proces. Bistven je, da mi dva veva, kdo svaka sodelujeva. Če se nama nekje ustav, pa eni zadevi ne bova zdaj nanošla preko ali pa vrgla vse skupaj smeti, ne. Postavila bova na polico in šla na sprehod. Ker bistvo so ljudje, ne cilji. To je ta tudi poanta vzgoje za življenje. Postavimo ljudi pred cilje. Postavimo otroka pred učne cilje in standarde znanja. Najprej otroka in potem vse ostalo. Recimo, če pečemo pecivo z otrokom, ni bistveno, da bo to pecivo top, ne vem, za kakšno lestvico 10, bo kakšen, ne vem, ocenjevalecki, ampak proces. In če ugotovimo, da ni, da sicer smo se lotili, moka, karkoli, ampak ugotovimo, da ima otrok en drug proces vse takrat, mogoče ga ob tem lahko predelam, mogoče pa ne. Mogoče bo vse skupaj zapostaviti malo na stran, pa nadaljati čez 1 uro, kaj. Torej, da si to prvoščimo lahko. Ja, in tudi, če učitelj, če Renata potrebuje zase 15 minut, pol ure, si v Lili lahko to privošči, ker sta vedno 2 učitelja, ki delata skupaj in tako kot partnerja, ne da takrat obtožujete en drugega, ti moraš ne vem kaj, ne. Kaj zdaj počnemo? Aha, jaz potrebujem to, si ti bolj fit, bi lahko, cak, ok, in se zmenba. Deva malo zamenja, boš ti imel zdaj glasbeno, pa bom jaz imela, kasneje bom vodila matematiko in tako. Dajmo si to omogočati, no, tako. In da nekaj podaljšamo, da ure nimajo 45 minut, ampak je ura in pol, en učni sklop in potem vidimo, seveda si učitelj beleži cilje, ki jih je osvojil, ali so potem, če se je začeli snežiti, lahko tečemo ven, odpirati usta, da nam sneg pada v usta, ali pač otroci, vse sorte. Ne. Peta naloga, ne gledati zdaj prvih snežnih, ne, peta naloga, noben ne more, še mi ne moramo. Ko pogledamo, smo imeli izobraževanje, še snemali smo in je bilo dobro videti na posnetku, kako v bistvu nismo bili več sposobni v momentu na tisto temo naprej razvijati. Vsi smo samo in smo še začeli peti Bele snežinke, ker kmalu bo tudi CD. Vse pesmi so avtorske, otroci ne želijo peti. Razen 3 pesmi, Šuštarski most, še 2 sta, ki jih pojejo, ostalih nočejo peti, ker pravijo, da niso pozitivne. In ustvarjajo svoje nove avtorske pesmi in bo kmalu tudi to CD, ker se tudi za vnuka, za otroka se sprašuješ, kako mu dati pa neko kvalitetno pravljico, neko kvalitetno pesem, ker ne bo samo refren ali pa en del kvaliteten, ampak da bo celota povedala, da smo sposobni. Tudi Cankar ni rekel, hlapci smo in hlapci bomo postali, ampak je rekel, če se bomo obnašali kot hlapci, bomo hlapci postali, to je bistvena razlika. In mogoče Renata lahko pa poveš o tem celostnem, kaj tudi QR kode noter, ker lahko poskenirajo učitelji, da dobijo tudi celostno pač potek celostno. Se pravi, na spletni strani sta tudi 2 gradivi, poleg CD-ja. In sicer ena je pesmarica, se pravi besedilo vseh pesmi, ta drugo je pa ideje, kako lahko se uporabi ta pravljica. Se pravi, ene ideje so iz prakse, kako sva midva, jaz pa Kristjan, on bolj likovno, gledališko, glasbeno varianto. Samo dodam, se pravi, Ušina praksa iz Amerike in ta glasbena pravljica, zdaj nadaljujemo zgodbo, zelo govorila, je pa praksa slovenskih učiteljev, in slovenskih družin. Se pravi, kako sva midva to konkretno uporabila pri svojem pouku. Jaz sem to uporabljala pri otrocih iz 1. razreda in potem tudi dam par idej, kako bi recimo jaz to uporabila pri višjih razredih. Ampak to ni zdaj treba, da je tako začrtano, ampak samo mogoče iz tega dobite nek drug fleš ali pa neko drugo idejo. Tako, ni zdaj, da bi bilo to kot nek potek, kateremu je treba slediti. On pa, Kristjan pa predstavlja, kako je pa z njimi delal, kako je ustvaril gledališko predstavo,
ko so otroci, se pravi, kako v bistvu to pravljico zminimizirati, no, skrajšati, da ima vse še nekako nek rep pa glavo in kako se to pol uporabili, ko so šli v dom za ostarele, pa so tam zaigrali so na šolski predstavi, kakšen je bil ves ta proces, da so se oni zbližali z liki, kako so sploh zbrali, kdo bo igral, ker sta v bistvu dve glavni vlogi, ostalo so lešniki pa gozdni zbor, ne, se pravi, da se nekdo, ki je gozdni zbor, ne počuti v bistvu zapostavljenega, ne. Seveda vsi so si najprej želeli biti, da bi bile veverce pa medvedki, ne, ampak kako v bistvu vse vloge prikazati kot enako močne, kot enako pomembne, no. Tako nekako. Ja, in da tako kot pri igri enke ali v življenju za kakšno delovno mesto, ponavadi se ti zgodi priložnost, ko spustiš pritisk. Ampak ne osredotočenosti. Torej si osredotočen, ampak spustiš pritisk. Želja, zahteva, moram, da bom srečen. In tako se je tudi zgodilo, da smo se mi v bistvu sploh spoznali, ker jaz nisem spremljala kakšnih predavanj, mi na Rakitni smo učili zase in smo razvijali naprej svoj način. Seveda smo hodili na kakšna učiteljska izobraževanja o ocenjevanju na drugačen način in tako, ampak to, da sem spoznala v bistvu Tino, je bilo prav dano. V enem mailu mi je poslala prijateljica e-mail z neko reklamo, da jasno, to je pa nekaj to, kot živiš tudi sama in tako hecno se to zgodi. Potem, da rastemo in da smo zadovoljni s tistim, kjer smo. Ne, da skozi kritiziramo, kaj ni, ampak kaj je in kaj lahko še je. No, na ta način. In tako sta Kristjan in Renata štartala iz svojih močnih področij, matematika, glasba in potem je iz tega nastajalo še več. In tako recimo, projekt te gledališke igre je vzel več ur, kot če mi vzamemo šolsko berilo in gremo skozi vloge, ampak ena ta gledališka igra nadomesti po mojem, če ne rečem 50 iz učbenika, ki se jih ne dotaknejo, ker ta se jih je dotaknil in so šli vsak proces in na koncu je tudi spisali scenarij in tako. Seveda so tudi brali potem druge, ampak vedno začnemo z izkustvom, da najprej oni ustvarjajo sami, potem pa spoznajo, avtorji so naredili še različne. In lahko ti ene ustrezajo bolj, ene manj, ni boljše slabše, ene so zate, ene so zanj. Ni tukaj nekega normativa tako, ampak se ti odločaš kritično, oni tudi so navajeni učbenike brati in tudi kritično lahko vrednotijo, zakaj pa je to tako, jaz pa to v življenju malo drugače. Prehrambena piramida, pri nas doma je pa malo drugače. O tem debatiramo. Ne smeš razmišljati, kako je pri vas doma, ti mi moraš pri naslovu povedati to piramido. Ne, lahko debatirajo, še vedno pa poznajo, kaj je klasično prehrambena piramida, recimo. Tako, in potem ob svetu otroške duše je nastala knjiga To v bistvu je nastalo tako, da je bilo na Tinino pobudo, takrat se spomnim, rekla, jasno, ti bi pa lahko kaj napisala o tem, kako z otroki, kako pa ti razumeš sobivanje z otrokom, sploh zdaj, ko nisi več z njimi redno razvedel in to. Se rekla, razumem. Ja, ko bo kaj se zgodil, ko bom videla, da imam tudi čas za to, ker če so druge urgentne stvari, tih je bilo pri nas zdaj v prvih 3 letih kar nekaj. Potem pa je prišlo do enega časa, ko pa je bil namenjen ustvarjanju čez poletje in tako, je potem nastala vsebina in lahko tudi preberem, kaj so te ključne linije, te vsebine ob svetu otroške duše. Starši, učitelji in vzgojitelji vsak dan potujemo z otroki v nebo, ter sočasno z njimi skladno sobivamo na zemlji. En del je otipljiv, to je to, kar se z njimi pogovarjamo, pa delamo, drug del je neotipljiv, neviden, to je pa to, kar se vsidra v njihova čustva, pa v naša čustva, pa v njihova izkustva, pa v naša izkustva. Pa ne moramo reči, da je en vreden več kot drugi, to jaz mislim, da sta kar enako vredna dela, in ne moramo biti popolni, lahko pa naredimo popoln prostor, da se vsem pogovarjamo. In v Lili lahko vsak otrok pride do Renate, reče Renata, meni pa to ni bilo všeč,
ko si pri matematiki me poklicala pred tablo takrat in tako, ne. Vse lahko, ampak vejo, da umirjeno povejo, spoštljivo, ne pa da kričijo, pa da zahtevajo in tako, ne. Da je način tukaj bistven, ne kaj, ampak način. Kakšno spoznanje mi prinaša otrok? Torej, da se zavedamo lastne osebne rasti ob otroku, kaj mi prinaša v življenju, predvsem takrat, ko je težko, da so ta spoznanja, ko ne more zaspati, ali mislimo, da noče in tako, recimo. Kako naj se odzovem na otrokove vzgibe, mentorstvo otroku, in tukaj te dve se povezujete. Torej, kaj se v tebi začne dogajati ob enem izzivu z otrokom in kaj ti takrat kot mentor narediš. In da ne bi samo v šolskih primerih govorili, Tina, je tako fino, recimo, ali na telo spanje, ali kakšno tako družinsko situacijo pogledati na tak način tudi. Ja, jaz grem skozi to zgodbo nekako v dvojni vlogi, kot učiteljica in kot mama, kot psihologinja, kot učiteljica in kot mama, na dvojni način. In ja, meni je fantastično v bistvu sebe spoznavati, predvsem skozi odnos s svojim otrokom. In veliko je takih situacij, se ni samo spanje, kjer v določenem trenutku ti otrok pokaže tisto tvojo šibko točko, ki je čas, da jo predelaš, da jo delaš, da jo pozdraviš, da jo odpraviš in da greš naprej. In ja, recimo, moj otrok je nekaj časa imel težave s spanjem, ker je bil še star tam okrog 1 leta. Prej je spal, potem je kar naenkrat nehal spati in pač nehal je spati, ker je bil bolan, ampak pa se je to kar nadaljevalo in jaz sem vedno bolj norela ob tem, ker ni zaspal in on je vedno manj spal, bolj, ker sem jaz norela. Skratka, to je trajalo nekaj mesecev, na kar sem jaz začela razmišljati, ok, tukaj moram nekaj narediti sama pri sebi oziroma pogledati sebe, ne, ko je tam tisto prvo poglavje, kaj mi sporoča otrok. In sem potem analizirala sebe in ugotovila, da imam neko predstavo v glavi, da otroci pa kar morajo zaspati zvečer. Ne, da jih daš v posteljo in morajo sami zaspati. In pa sem šla kot psihologinja seveda to malo analizirati, od kje meni ta ideja, in ugotovila, da je to pač ideja, ki sem jo jaz kot otrok dobila od svoje mame, ki je bila zelo glasna, ko je govorila o primeru nekega otroka, ki ni zaspal pač sam v svoji postelji. In skratka, ampak to je bila ideja moje mame. Jaz sem pa kot psihologinja lahko sama ugotovila, da ne, to ni moja ideja. Sem, da otroci pač nekateri prej zaspijo, nekateri kasneje, mogoče ima kakšne težave, predvsem pa sem ugotovila, da dokler bom jaz živčna, on ne bo spal. In v tistem trenutku sem se umirila in po mesecih nočnih, večernih groz, ki sem jih doživljala, potem seveda tudi mož, ki je mogel vse to poslušati, ne, in pol on vskočiti in tako, skratka sem ugotovila, da če ostanem z njim 3 minute, ampak sem 3 minute umirjena, otrok zaspi. In sem potem pač tako rasla naprej. In v šoli, ko prideš v šolo in imaš 12 otrok namesto enega, in ti vsake 3 minute drug odpre eno šibko točko tvojo in ugotoviš kar naenkrat, da si poln enih predstav o tem, kako bi moglo biti, kako bi se otroci mogli obnašati, da bi mogli biti tiho, da bi mogli spoštovati odrasle, kako bi moglo potekati sploh delo v šoli, sedeti pri miru, tišina, pisati. In vidiš, da naenkrat, da tako ne moreš biti srečen. Ne, oni niso srečni, niti ti ne, zaradi tega, ker oni niso tako narejeni in tebe kar naprej obstreljujejo, oziroma tvoje šibke točke kar naprej napadajo in to ne gre. In potem se usedeš nazaj, pogledaš otroke in se vprašaš, kaj mi ti otroci sporočajo. In potem ugotoviš, da je čas, da začnemo drugače razmišljati o poučevanju, da ta klasičen način gojenja enakih paradižnikov spada v industrijsko dobo, ne v sodobno družbo, v kateri zdaj živimo, da če želimo vzgajati otroke v samostojne, opolnomočene, kreativne, inteligentne posameznike, ki bojo kreirali neko sodobno družbo, ki jo pričakujemo zdaj, ki bojo prišli in bojo ustvarjali svoja delovna mesta, ne prišli in vprašali, imate službo zame, povejte mi, kaj delam. Potem moramo začeti gojiti te organske
paradižnike, polne okusa, ki so vsi različni in zato s tem svojim okusom ravno ustvarjajo družbo, bodočo družbo. In to je zame bistvo Vzgoje za življenje, bistvo Jasnine knjige, kot jo jaz berem, bistvo Uršine knjige, kot jo jaz berem, bistvo Renatine in Kristjanove zgodbe, pravljice, bistvo vseh naših pesmi, ki so jih naši otroci napisali skupaj s Kristjanom, bistvo himne, ki jo Jasna na začetku zgolj vam nakazala. To je zame prihodnost izobraževanja. In si ga drugače sploh ne znam predstaviti na tak način. Kakšno okolje je za otroka najvišje razvojno? Torej, razvoj otrokovih sposobnosti se ne more razviti, če ima pri vsakem šolskem predmetu ali pa, če je to drugačno okolje, če je to nek trening ali doma, če ima samo pravila. Ko pa on lahko soustvarja ta svet, te dogovore, vpliva na svojo realnost, potem bo tudi vplival na to, kakšno službo bo enkrat imel. Če mu pa mi ne pustimo čisto odločati, pa v bistvu niti ne bo več znal potem. Zato pravi, zakaj se ta preskok zgodi z vrtca v šolo? To, kako mi čaka šola, bo pa po 2 mesecih ne več v šolo. Zakaj? Zaradi tega, ker prej lahko toliko vplival, kaj se bo pri igri dogajalo, kaj bo raziskoval, kaj bo v peskovniku naredil, kaj bo s prijavničkom, kaj se bo pogovarjal z vzgojiteljicom. V momentu, pa zdaj je to star otrok 6 let, pride v 1. razred, ali pa še 5 pa pol, če v koledarskem letu star 6 let, in ni, ne, zdaj je to, ne moreš je to. Torej, zakaj? Tukaj je pač tudi stvar marketinga, stvar založb, zato je spravim boljš, da se pa kakšna knjiga ne proda, kot če je knjiga namenjena sama sebi, boljše, da živimo bolj življenje. Ampak, če pa to gre iz življenja, potreba, da pa samo, da ne da nas vsaka vrstica vodi, ampak takrat, ko imamo nek izziv, to je pa tamle noter cek, malo za spodbudo, za navdih, ne daj za recepte, zaradi tega, ker ne moreš delati receptov, tako kot ne moreš si pripraviti točne priprave, prve do 10 točke naspelati, ko hočeš živeti za otroki. To je enako. In v bistvu so vsa ta dela z namenom navdiha in iskanja močne točke takrat, ko si v fazi ali nekega obupa ali ne veš, v katero smer bi pa lahko šel. Kaj narediti, ko je otroku težko? Spremljanje otroka skozi izzive. Jaz pravim, če si zna če vsak otrok prvič prije pokazati, kaj znam, in pokaže, da si zna zavezati čevlje, mašnico. Zna zavezati čevlje. Ja? Torej, takrat, ko bo jokal, da ne more zavezati čevljev, se vprašamo, a je imel res toliko naporen dan, da pa ga pocrkljemo, pa mu zavežemo čevlje zaradi tega, ker je muca umrla domača, ali je to stvar, ki jo mora pa predelati skozi trno in bomo tudi mi ne rabili biti trnasti, ampak vztrajni, dosledni, umirjeni, ker bolj kot bomo noreli, slabši bo rezultat, bo bolj norel tudi on. In to je ta neviden svet, so te naše vibracije, ki sporočamo z mimiko obraza, s telesom, mogoče z višino glasu, s hitrostjo govora, hoje, tako. Torej, da pa vztrajamo, torej oboje, ni da ga ujčkamo, ker če ne bo vato zaviti preveč. To je bil tudi največji strah ali pa vprašanje staršev pred vpisom v Lila šolo. Je najpogosteje vprašanje, kako bomo to naredili, da ne bodo nesposobni za življenje, da jih lih na ta način, da bomo pa lih v kontra pripeljali, da bi mi namesto njih delali stvari. Da smo ob njem, ne da delamo za njega in tako. Česa se otrok ob meni uči, torej kakšen zgled sem mu jaz, točno to še ko je moj namen, da spoznajo umirjen način govora, ne smem kričati. Če skričim, dajte že vdihati, mislim, je to, sporočam z gestami, z vsem tem eno in tudi v vibracijah dajem to v prostor. V bistvu namen je pa
obratno. Torej moram najprej sebe pogledati skozi okno, drevo, če sem v enem zaprtem prostoru, kaj je zdaj potrebno, umiriti prostor, ampak umiriti tudi svojim načinom, kako to naredim. Kako z otrokom podeliti in analizirati potek oziroma izkušnje dneva. To se ponavadi zgodi tik pred spanjem doma, ko pride mamica, babica, dedek in božja otroka, zdaj pa lepo spi, lahko noč. Ponavadi takrat začnejo deliti kočljive momente dneva. Ne takrat, ko se ga dvigne v šoli v vrtcu, ampak zvečer. Ker on takrat, ko se ga dvigne iz šole iz vrtca, hoče preklopiti, tako mi, če smo nekaj zelo intenzivno v službi delali, ne bi zdaj pa še debatirali o tem. Zato je pravijo, da zelo težko otroku, če ga takoj vprašaš. In kako je bilo v šoli? Ko bi on kar ponoril, ne, me zdaj to sprašati. Zvečer se pa samo od sebe odpre in začne govoriti o takih situacijah, no, in je dobro narediti z njim plan. Si vzeti čas, vsaj to, da rečemo, razumem, nekaj, se bova zjutraj pri zajtrku dogovorila, a greva skupaj do učiteljice, ali kaj boš naredil s sošolcem, sošolko, tako. Kaj naredim, ko mi otrok nečesa ne želi razkriti? In starejši kot je otrok, manj želi povedati, torej da cenimo tudi njegovo zasebnost, ampak hkrati opazujemo, spremljamo, da pa ne bi bilo to destruktivno zanj samega, torej da bi on sam sebi škodoval. To se zdaj kar v zgodnjih letih že dogaja tudi, da si otroci sami sebi škodujejo. Iz občutka, to bi mogoče bolj psihološko drugače lahko predališče, ampak kot jaz vidim, kot učiteljica razrednega pouka, da iz nekega pomanjkanja lastne vrednosti, občutka lastne vrednosti, zdrave samopodobe, torej poznati in svoja močna in šibka področja, oboja, in z njimi znati delati. Ne vzvišeno, niti ne preveč ponižno, če tako rečem, no? Ampak v nekem tem srednjem nivoju, ja, v tem sem dober, ja, v tem nisem dober, rabim pomoč, rabim dodaten učni material, rabim nekoga, da mi pomaga. Jaz ne popravljam motorja svojega avtomobila in vsem nam je to logično, da je mogoče, da ženska ne popravlja motorja svojega avtomobila. Ampak v bistvu, to je mogoče stereotip, ali tako, nismo zdaj na moške ženske ločeni samo po vlogah in fantje, punce, ampak čist kdo je kdo. Opico ne bomo ocenjevali glede na plavanje in ribe ne po plezanju. Torej, poglejmo, kaj so talenti, kaj so močna področja tega otroka. Seveda bo v osnovni šoli spoznal tudi osnove vseh drugih predmetov, ampak če zaradi tega, ker je iz nekega področja šibkejši in mu samo to ves čas v ospredje dajemo, ne bo niti imel moči potem razviti tistih področji, ki je pa res dober. Torej, da ga opolnomočimo, v tem si pa res dober in mu tudi damo vrednost v razredu, da prevzame tisto funkcijo tudi za cel razred, da ga cel razred tudi tistem spozna, ker tako bo tudi v podjetju in si bo upal potem ven predati svojim idejami. In Renata, ko na začetku ni upala otrokom nič, kako ne rečem, usmerjati in tudi stop reči, pa so tebi že škodovali, je potem spoznala skozi izkustva, da bo rabila malo bolj ven pridati, malo bolj se izraziti in da si to tudi dovolimo. Tako. In to je to, da se otrok lahko izrazi, da si vzamemo čas zanje, da se izrazi. Ampak da se dovolimo tudi, da se izrazimo mi. Ker danes so pa kakšni otroci, ki pa odraslemu ne pustijo se izražati in kričijo, da ga moraš ti non-stop poslušati in rabiš pa tudi stop narediti. Pa tako, ko je danes učenka pretekla, ko si bila že kar utrujena po celem dnevu in je še skočila na Tino, da bi še en objem in je Tina rekla, ja, lahko, ampak podari mi objem, ne ukradi ga. In je potem zelo hitro razumela, kaj rabi narediti, ne viseti na tebi, ampak je spremenila položaj potem. To, da jim to damo vedeti. In ravno to spregovoriti, ko mislim, vse jim bo jasen. Ne bo jim jasen,
če jim ne bo to nekdo pojasnil. Bolj pomembno je, da mora biti najprej nam jasno. Ja, v kakšni vlogi smo. Da cenimo sebe ob otroku in Ja, pa tudi, da vemo, da se to dogaja, ne? Da se sploh nam to dogaja, karkoli že, ne? Pač minus energije, plus energije in tako naprej. Torej, otrokova zasebnost je recimo tudi en ključ, kako smo pri Matiju opazili, pri Tininu sinu, da pa ne bo zaradi tega, ker je njegova mama v šoli manjko tega zdaj doživel ali pa neko osebno krizo ali kaj, smo se dogovorili, kdo od učiteljev bo njegov tihi mentor, tihi support in ne bo povedal Tinu stvari, ko bo rekel Matija, to pa ni za mamice. In to je potem tudi to nek, zdaj ga on odrašča, 9 let in več. Tudi zato, ker sem jaz to za vse ostale otroke. Ja. Ker sem v šoli kot psihologinja to za vse ostale otroke. Torej, tisti odrasli, kateremu lahko pridejo, se mu zaupajo in ostane to pri meni, kot pač psiholog, kot terapeut, enak odnos imamo. Razen seveda, če bi bilo nekaj takega, kar bi nujno mogla posredovati naprej, tudi otroci to vejo. In pridejo k meni in mi povejo za težave, ki jih ne morejo zaupati staršem, ki jih ne morejo omogočiti v tistem trenutku z učiteljem. In seveda, ker sem jaz tukaj v dvojni vlogi, pri svojem otroku smo potem pač našli drugega učitelja, ki to kar njemu nadomesti. Smo en primer tak smo imeli, ko smo terapili to posredovati dalje, se je zgodilo na zimovanju. Na teh stvarih se zgodi, na več dnevnih, ko tik pred spanjem, pravljice in tako se začnejo otroci odpirati. In tudi s kakšnimi primeri, ki so pa potem za pogledati, da se v kakšni družini pa ne dogaja škoda temu otroku, psihična, fizična, spolna, razno, in preveriti to. No? Tako da tukaj si pa tudi dovolimo najprej neuradni korak, jaz rečem, najprej starša oba dobiti iz oči v oči in nič po telefonu prej že predstavljati in videti reakcijo in spoznati, kje smo. Seveda tako je, da drugi je tudi uradni postopek, če ugotovimo, da pa je to potem tudi dejansko tako. Ampak da smo najprej ljudje, predvsem postopki. In tako se je tudi v tem primeru pokazalo. Da v bistvu je ta družina že dlje časa reševala to situacijo z otrokom svojim, ker je imel otrok drugačne predstave o življenju, kako živeti spolnost in tako. Ne, ker je tej razbozno. Aha, ok. Se pravi, katera znanja so za otrokovo samostojnost bistvene? Vsebina otrokovega uporabnega znanja, to je tudi povezano na šolo, ja? Kdaj se vpletem v otrokovo situacijo z drugim odraslim ali otrokom in kdaj ne? Torej, kako opazovati, ko ima izziv z nekom, kdaj biti zraven? Kako sprejeti otrokovo odsotnost, bolezen ali smrt? Jaz sicer nisem tega doživela kot starš, ampak kot učitelj, ko je otrok umrl in to je zelo tak zahteven proces za družino. Zakaj je sobivanje z otrokom tako prijetno, hkrati pa tako zelo visok izziv, pač pomen našega poslanstva in pa kakšno vlogo sploh še imamo ob vedno bolj osamosvojenem otroku, torej to, ko postaja najstnik in to se lahko tudi mi malo izgubimo v svoji vlogi in tukaj naprej potem s tem mentorstvom in malo se naša šolska skupnost Lila predstavi. Se pravi, ko smo pripotovali tako iz sveta prakse v svet nekega širšega pogleda na vzgojo otrok, ko se v bistvu otrok sam sebe vzgaja, ampak mi smo v tem svetu, njegova prva ali pa dosti bistvena odrasla oseba, je prišlo potem do lahkotno v šolo v vrtec, ki še ni prav prava knjiga, to je pa kako v kolektivu drugega doživljati, ne kot slabega, tudi takrat, ko kdo od nas kaj zafrkne, vsi smo krvavi pod kožo, kdo zaspi, kdo ne zmore, kdo koga obsoja, videti, kaj so pa naša močna področja in čim prej se vrniti na to, čakaj, kaj pa meni ta sodelavc uči, v čem je že on res dober in dobimo moč potem z njim delati tudi tisto, kar nama pa še ne gre. Tako, no, ali pa v partnerstvu. V odraslem smislu. Na enak način, na enako zavedanje. Otroci. Otroci kličejo.
Mogoče, če imate kakšno vprašanje, da damo besedo še publiki. Pa kakšno idejo, kakšno misel, kakšen komentar. Mogoče Anja, kot lektorica, če se ti je kaj tako, ali pa ne sem kot lektorica, kot čist zunanji pogled našega delovanja, mogoče kaj podeliš. Se v bistvu tako, no, bom rekla, mogoče malo težko reči, ker to je bila moja takšna prva izkušnja, sploh s takim načinom. Mogoče način poslovanja, ker v bistvu res nas nisi prepoznala in je bil v bistvu takoj, je bilo nekaj konkretnega za skupaj delati. Ja. V bistvu meni se sam ob tem odprl, kljub temu, da sem jaz po izobrazbi tudi profesorica slovenščine in sem mogoče tako kateranata, vedno govorila, da pač očitno nikoli ne bom šla, da bom raje pač lektorirala, pač kjer na tem področju ustrajam. Se mi je ob tej knjigi tako en kup enih vprašanj odprl, sicer sama nisem še mama, ampak vseeno, ne, koliko v bistvu je fajn, da mogoče res otroku ne samo predstaviš skozi snov, pa to šolo na tak način, kot je klasična, ampak na en drugačen način. Ne. Recimo jaz sama, če pod sebe gledam kot učenko, ko sem hodila v osnovno, srednjo šolo, jaz sem vedno pogrešala še mogoče tudi te stvari, da bi nas nekaj za življenje naučila. Ne. Recimo filali so nas konstantno z enimi informacijami. Oziroma vsaj videti, kje te informacije v življenju potem... Ja, kako to nekako želeti izkoristiti tako, no, na ta način, ne. In je tako zelo zanimivo, da pač ta ideja, ker v bistvu v končni fazi imamo veliko teh zasebnih šol, ampak nobena na tak princip ne deluje. No, v bistvu imamo to Waldorfsko, pa ta po programu Montessori, ampak se mi zdi, da ta še vedno, ta vaša šola, da res veliko tako, no, za samo življenje. Ne? Zdaj, da malo pojasnim, mi smo imeli namen biti najprej ne zasebna, ampak ta program prepeljati v javne šole in je bilo prek Tine veliko na tem narejenega tudi s kolektivi v javnih šolah, ampak ni šlo. In potem, ko smo videli, da ne bo in ne bo šlo, smo se pač... Ni šlo zato, ker mislim, gre, ampak ne tako hitro, kot bi se mi želeli. Gre za to, da če želiš po teh principih poučevati, moraš dejansko pri sebi spremeniti vse predstave, ki jih imaš o učenju in poučevanju. In to je nekaj najtežjega, kar ljudje pri sebi pač spreminjamo. Torej svoje lastne predstave, oziroma neke lastne teorije, kako je pa treba učiti. In ko smo pač ugotovili, da je to prevelik zalogaj, oziroma da to traja, zdaj se začenja, to vse učitelji tudi v javnih šolah, kot je Jasna rekla, delajo drugače in tudi se trudijo in se spreminjajo. Ampak takrat, ko smo mi s tem začeli, sem jaz ocenila, da rabimo za to približno 30 do 40 let, da se dejansko zamenjajo generacije. Do 5. razreda gre, ker si ti kot jaz kot razreden pouk, učiteljica razrednega pouka, imaš ti celostni pregled nad otroki. Potem od 6. razreda naprej se pa v bistvu dogaja te menjave, ko so se tudi nam dogajale. Ampak zdaj je učni načrt vedno bolj poln s učnimi cilji. Učbeniki, delovni izdiski so vedno bolj polni, to so recimo za matematiko, za en razred, za 5. razred so 3 A4, takole centimeter pa pol gradiva, 3 taki, in to samo to rešuje non-stop. In ni več prostora, nekako časa. Ja, ob tem dejstvu smo potem, pač, meni se je mudilo, ker sem imela svojega sina in sem si želela, da bi pač on se izobraževal po teh principih in zato smo pa rekli, ne, bomo pač šli za zasebno šolo. Še vedno sodelujemo tudi z javnimi šolami in tudi smo jaz sem še vedno na Pedagoškem inštitutu tudi delno prisotna in tam smo s kolegicami tudi veliko tega znanja predali in vzgojiteljcem. Jaz sem po mojem v zadnjih 7 letih predavala 1500 vzgojiteljcem v vrtcu, kjer sem v bistvu te principe predavala in tudi učiteljem v šolah. Ampak ne, ta učni sistem je tak velik dinozaver in se zelo počasi spreminja. In zaradi tega se nam je rodilo in ta odločitev. Jaz sem videla pa tudi to, ko so starši k meni hodili nazaj, ker na Rakitni je takem bolj manjšem okolju, je ta živ bil bolj stik med nami, med starši pa učitelji.
in tudi več otrok imajo in hodijo še, starejši že hodi recimo v 6. razred, mlajši so še bili v tej šoli, ki smo imeli do 5. razreda. In so prišli nazaj, da je drugi mesec in da je zasovražil slovenščino, zasovražil to, zasovražil ono, punca noče več na tehniko hoditi, na angleščino, na joka doma, cele dneve in tako. In tukaj se je meni porodil, da v bistvu je otrok star 11 let, do takrat smo ga spremljali, potem pa nihče več ne ve, kaj se mu dogaja. In ko si v zbornici poslušaš, ja, sej z njim so sami problemi in potem to vpliva eno mnenje, no mnenje drugega učitelja, pa tretjega učitelja in tako kot se mu je šolsko leto septembra, oktobra v 6. razredu začelo, ga zaznamuje do konca 9. razreda, ga zaznamuje za celo življenje. Na podlagi tega se bo on napisal v srednjo šolo ali ne, verjel vase ali ne. In ko sem to videla, sem kar ne morem ostati pri mir, meni je bilo na Rakitni lepo, za nedoločen čas zaposlena, v stanovanjskem kreditu 500 € na mesec je to mogoče celo za marsikoga bil skok, ki ni pameten, meni je bil pa edino smiselen, mogoče ne pameten, smiselen. In sem rekla, ne, tukaj nismo pomembni mi, kako rešimo, bomo že v stanovanjski kredit. Mislim, res mi ni bilo to proti temu, kar sem spoznala, da mi počnemo s slovenskim otrokom, mi res ni bilo več noben problem to najemniško stanovanje. In sem rekla, ne, to moramo, jaz ne moram več učiti, če to vem, da jih do 5. razreda učim in še to, še hujši šoki sem jim povzročila, ker sem jih tako do 5. razreda zelo odprto vodila in so to pričakovali še toliko bolj potem v 6. razredu in so bili še v hujših šokih te otroci potem. In smo rekli, da imamo to narediti naprej, kar pa v javni šoli ne gre, ker so ure 45 minut, se menjajo učitelji in tako in ne moreš ti, ker nimamo to tendenco do 9. razreda, da je v bistvu so 3-4 učitelji stalno z isto skupino, da vejo, kaj se jim dogaja, da jih poznajo, da vejo, kakšen je njihov svet. Tako, no, in potem tudi naprej plujemo v srednjo šolo z njim. Še kakšna ideja? A jaz lahko samo še nekaj, kaj se meni v bistvu vsem tem porajala. Meni je ta ideja super, vse, ampak kako potem otroka na ta preskok navaditi, recimo, ker srednje šole še zaenkrat nimate, ne? Ker tam je pa potem ta klasičen način, ne? In se pač še bolj je ura 45 minut, ni več tega, ne vem, toliko svobode, kako se izrazim, kako ga pa na ta nov način privajati, oziroma kaj to pomeni za otroka, ne? Zdaj, nekateri so že zdaj prišli, 2 otroka sta prišla iz vira izobraževanja v javno šolo, ali ker so se preselili in tako, ker je bilo v družinah, so bile spremembe. In v bistvu so razumeli. Te otroci, kaj vidim, da zdaj najbolj je, da razumejo. In znajo ločevati. Tudi Matija, ki je na treningu za karate želel predstaviti drugo način razporeditve za trening, in je trenerka rekla, da kaj se je sploh v glasu, še bolj poudarjeno je to rekla in to, je on prišel domov in rekel, aha, je nek svet, kjer to pač vplivaš. Tam pa ni tako, tam pa ne smemo povedati svojih idej. In bistvo je, da se odrasli z njim o tem pogovarja. Ja, Matija, ali so ti zdaj ti treningi še smiselni, pa boš zaradi karateja, ker boš ti zdaj tam te veščine treniral, ali poiščeva kakšen drug klub trenerja in tako, ki bo s tabo pa delil tudi še kaj več. Ampak je ostal. Ja. Izkušnje mogoče iz Amerike s tem, ker mi jih še nimamo, kot rečeno, imamo v planu tudi srednjo šolo narediti. Izkušnje v Ameriki, to je bilo tudi moje prvo vprašanje, takrat še, ker sem prvič se srečala s tem. Kaj pa pol? A so ti otroci v resnici pol opremljeni za življenje ali niso opremljeni za življenje? Zdaj, eno je, če jih spustimo pri 12 letih, drugo je pa, če jih pri 15 spustimo. Vseeno ena razlika je, ne? Tiste 4 leta so pomembna, ne da ne. Izkušnje iz Amerike, kjer so otroci tudi na začetku, dokler niso razvili celotnega sistema, pa tudi še zdaj kdaj prehajajo, pač ne ostanejo v tem sistemu, pa pač grejo, ker želijo na nek poseben college, ker želijo potem na nek poseben faks. Izkušnje, ki so jih pripovedovali tudi pri nas v Sloveniji, so bili na obisku 13-letniki, 16-letniki, ki so imeli te mešane izkušnje, torej bili tudi v javni šoli srednji, so bile predvsem te, da so razumeli, da gre za drugačen princip, imeli so občutek,
da od njih ta sistem ne zahteva veliko, oziroma ne zahteva toliko, kot zahteva Education for Life sistem, ker po tem sistemu, tako kot pač otrok ne omejujemo navzdol, se pravi, ne rečemo, to so minimalni standardi, to moraš na vsak način doseči in če ne si padel, ampak jih peljemo procesno, tako tudi navzgor, ne, oni so recimo v 3. razredu, ampak če že osvojijo cilje za 3. razred, delajo stvari za 4. razred. Če so v 3. razredu in so osvojili že stvari za 4. razred, delajo za 5. razred. Skratka, vedno se od njih zahteva njihov maksimum. In ko pridejo v javno šolo, vidijo, da zaradi tega, ker živijo sebe in sebe poznajo, več ali manj dosegajo stvari brez težav in seveda, če imajo neke osnovne sposobnosti. Vprašanje, če dodam, zakaj zdaj, ko morajo v javno šolo delati izpite, še nismo priznani, zakaj tam morajo reševati naloge do 100, če rešuje do 10,000 ljudi in mu pač pojasnimo in razume potem. Skratka, to jim je bilo, to so najbolj poročali, kar pa so tudi in starši in tudi učitelji v teh javnih ameriških šolah potem pripovedovali o teh otrocih, je to, da neizmerno dobro vejo, kdo so in kaj hočejo. In potem se znajdejo v kakršnikoli situaciji, znajdejo se v odnosu z učiteljem, za katerega vidijo, da ne dela z njimi na tak način kot prej, se pravi, vidijo, da so na nek način osebnostno prerasli v tem in ravno zato, ker imajo to sposobnost, znajo tudi s takimi učitelji sodelovati. In hkrati enako je sošolci, ne, vidi se blazna razlika, ker imajo možnost trenirati te socialne aspekte non-stop pri nas. Od tega, da kar naprej delajo sodelovalno, do tega, da imajo velike bloke prostega časa vmes, ki si ga morajo sami strukturirati in morajo poskrbeti za to, da se ne stepejo, da vsi dobro delajo in da iz tega prostega časa nekaj nastane. In to so izjemne izkušnje, ki jih oni v javni šoli, kljub temu, da reče, javna šola je tisto kruto življenje, tam se morajo navaditi. Javna šola v resnici je 45 minut delam, ker itak sem sam s sabo, delam s svojim delovnim zvezkom, potem imam 5 minut odmora, ko se komaj zavem, da je kakšen sošolc in nimam možnosti sploh začeti nekaj delati in potem spet 45 minut delam. In v resnici so tam manj izpostavljeni življenju, kot so pri nas, ker imamo čas in ko to življenje spustimo zraven. Sploh življenje teh podjetij, ki so danes razvojna. Ja, pač družbi kot taki zdaj. In to se je izkazalo, da zato, ker vejo, kdo so, in znajo spostavljati socialne odnose, nimajo težav. Zaradi tega, ker pri 15, ne pri 11 je vseeno drugače. Pri 15, 16 so res čez ta sklop in so naredili v bistvu ta glavni in socialni in moralni razvoj, če gledamo z vidika razvojne psihologije, da takrat več ali manj zaključijo. In so zaradi tega opremljeni življenjsko in zmorejo potem. Recimo tukaj, ko je otrok vprašal, zakaj mora pa tam to 100 računati, je bil najprej zelo posmehljiv do te učiteljice, kjer je delal izpit, do teh učencev in smo se usedli in smo pojasnili, da ta učiteljica ima 30 otrok. Ne tako kot tukaj, ko sta 2 vedno in vas je 12 in ne zmore. In smo mu cel ta svet predstavili. Ne zato, ker si ti bolj pameten. In smo povedali, da tisti otroci bi tudi lahko že, verjetno nekateri, ne mogoče čisto vsi, računali že do 10,000, ker bi šli z njimi naprej, ampak ne gre, ker en učitelj ne more toliko njim prilagajati snovi. In potem je rekel, zdaj pa razumem in tako. Tako, ne. To, da z njimi to delimo. Tako da ja, ko je pa prosti čas, pa rabi biti učitelj ravno tako čuječ kot med poukom. To ne pomeni, da se pa učitelji dajo na kupček, pa pogovarjajo, ne vem, o tem, kam bodo šli za vikend smučati zdaj, ampak o tem, kaj se otrokom dogaja. Torej se tudi grejo na razen, en spremenjen, tudi zasebnost, da jim omogočajo, da se grejo za hribi, gre pa tako, ja, ampak da veš, v kakšnem svetu so, sej zaznaš, a so v redu, ali neki pa ni več v redu, pa si že škodujejo. To je bistvo, no. Kakšna ideja? Mogoče pa kdo iz Italije še nekaj podeli? Any teachers from Italy? Maybe some. You want to say something? Potete dire anche in italiano? Sì. Traduco? No, Craniška Gora, Maribor, Ljubljanska. Qui ste per scherzare.
Samo šalim, vse to so edine besede, ki jih znam po slovensko. Naturalmente, purtroppo non comprendo la vostra lingua. Žal mi je, ne razumem slovensko, tako da ne vem, kaj ste včeraj Mi scuso se dico qualcosa che non è connesso con quello che hanno detto loro o che magari è la stessa cosa che hanno detto loro. Zato se upravičujem, če bom kaj ponovil ali pa bom povedal nekaj, kar sploh ni povezano s tem, kar so prej govorili. Io ho un'esperienza prima di tutto da genitore, perché le mie 2 figlie fanno questa scuola, Educare alla vita ad Assisi. Moja izkušnja z tem sistemom je najprej kot starš, ker obe moji hčerki obiskujeta šolo vzgoje za življenje v Assisi v Italiji. Ho proprio bene in mente all'inizio, quando la mia figlia più grande è entrata in questa scuola, che è venuta a casa e ci ha detto. In še dobro se spomnim, kako je bilo, ko je moja najstarejša hči prvič obiskala to šolo in je prišla domov in nama je povedala. Qui gli insegnanti sono connessi. Ha proprio fatto questo segno, sono connessi con noi. Tukaj so učitelji povezani z nami in prav to gesto je sama uporablja. Mia figlia aveva fatto 5 anni di scuola pubblica. Predtem je pa 5 let hodila v javno šolo v Italiji. E per me questo è un po' il senso di questo Educare alla vita, la connessione singola di ciascun insegnante con ciascun bimbo. In zame je prav to bistvo tega izobraževanja, vzgoje za življenje, prav to, da je vsak učitelj povezan individualno z vsakim otrokom. Un'altra cosa che voglio dire è che c'è una scuola ad Assisi, ma c'è una scuola ormai da 40 anni negli Stati Uniti. Quindi questo è un metodo che adesso qui sta esplodendo, ma ha delle basi molto forti e radicate. In rad bi še povedal, da ja, v Assisiju je šola, ki je razmeroma mlada in tudi tukaj v Ljubljani se zdaj 3 leta ta šola razvija, ampak v Ameriki šola po teh principih obstaja že 40 let. In torej baza je zelo globoka, preverjena, skratka 40-letna tradicija tega sistema. V Italiji približno 7 let. Ja. E l'ultima cosa è che in questi giorni ho potuto sperimentare questa scuola. V teh dneh sem lahko preizkušal oziroma izkusil to šolo v Ljubljani. E ho visto questa connessione di questi meravigliosi insegnanti, ho visto proprio questa connessione ed è bellissimo e vi auguro di poterla vedere anche voi. In sem doživel prav to povezanost vsakega od teh učiteljev z njihovimi učenci in vam res privoščim, da bi to lahko doživeli in videli. Hvala. Ok, jaz mislim, da počas bomo začeli zaključovati. Ja. Ura je 20 do 8. Vsi so rekli, da nekako do 15 do 8, če je lahko. Počasi bomo zaključili. Ja, boš ti zaključila. Ja. Če si že začela. Vzgoja za življenje je nekaj, kar živimo vsi. Ni prav narobe. To vsak od nas živi skozi vsakdanje življenje. In mi smo samo zbrali oziroma zbiramo skupaj, tudi preko založbe, tisto, kar nam danes, 8. januarja 2016, deluje in nas podpira na naši poti. Poti otrok in odraslih. To zbiramo skupaj in kar vidimo, da nas bo podpiralo tudi saj mene še nadaljnih toliko let, da se vidim v tem. Jaz tukaj pa pravim, tukaj pa sem lahko do penzije, mislim, tako po domače povedano. Se pravi, da si ustvarjamo zgodbo in jo tudi pač delimo, da nam deluje na daljši rok. In da ne verjamemo v krize, ne verjamemo v neuspeh, ampak si ustvarjamo uspeh. In ga privoščimo tudi vsakemu, ki živi na tem planetu.
To je Lida. Hvala. Zdaj vas pa še povabimo, da si pridete pogledati, pa primete knjige in pravljico v roke, sicer pravljico. In Mogoče bi jo lahko dali. Ja, imamo računalnik. Mogoče imajo oni. Gremo vprašati. Izvolite. Drugače pa najlepša hvala za udeležbo.